Prav, pa bom začel. Torej, Slovenska ljudska stranka ni zato, da bi se pozivalo ljudi na cesto, ulice in trge v tem ekonomsko-socialno občutljivem času, ko lahko vsaka iskrica zaneti velik ogenj. V času, ko ni težko ljudi spraviti na ceste, a jih je potem zagotovo veliko težje spraviti z ceste, še težje pa pripraviti na demokratičen pogovor, želi Slovenska ljudska stranka povedati, da je odlikovanje gospoda Tomaža Ertla v temeljnem nasprotju z osnovnimi vrednotami slovenske demokratične družbe in zgodovinsko največjega slovenskega dogodka, to je osamosvojitve Slovenije. Odlikovanje gospoda Ertla strani predsednika republike, dr. Danila Turka, je po eni strani sporno z vidika odlikovanja človeka, ki je vodil organizacijo, ki je dokazano sistematično kršila človekove pravice, z obrazložitvami odlikovanja pa pomeni poskus spreminjanja zgodovinskih dejstev. Zato je izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke sprejel sklep, s katerim podpira vse aktivnosti poslanske skupine Slovenske ljudske stranke za zaščito temeljnih vrednot slovenske demokratizacije in zgodovinsko največjega dogodka slovenskega naroda, to je osamosvojitev Slovenije, vključno z ustavno obtožbo predsednika Republike Slovenije. Pri tem bi želel poudariti, da se bomo zavzemali v prihodnjem očitno politično hudo razburkanem času za doseganje nacionalnega političnega konsenza na vseh področjih. Tako na gospodarskem, socialnem in tudi tistim, ki je povezan z najvitalnejšimi interesi Republike Slovenije, to je pri reševanju mejne problematike z Hrvaško. Zdi se mi pomembno, da tudi na naši strani, torej na desni strani, poskušamo iskati mostove. Zdaj je čas za pogovor, je čas za komunikacijo. Bregovi najbrž v tem času niso dobri. Še nekaj bi želel poudariti. Ne želimo s tem sporočati slovenski javnosti, da so vsi tisti, bom rekel, ki so danes na levem političnem bregu, da nimajo zaslug za slovensko demokratizacijo, za slovensko osamosvojitev. Prav gotovo je tudi na levi strani veliko takšnih, ki so si iskreno želeli in so pri tem tvegali marsikaj, da je do te slovenske samostojnosti prišlo. In je tu potrebno tudi narediti določene razlike. Tiste, ki pa se pač za to niso zavzemali, pa je pač potrebno obravnavati drugače.